Spoštovani in spoštovani, danes smo se zbrali v žalosti, da se poklonimo še zadnjič v slovo očaku svoje rodne Slovenije in prvi lastovki slovenske pomladi Ivan Boman. V teh žalostnih dneh, odkar je ugasnilo njegovo po svoje bogato in zgodovino prepojeno življenje, je dobil veliko zvenečih imen in lovorik, predvsem pa velik in iskren poklon mnogih svojih krojakov. Prav tako v Unionski dvorani 12. maja 1988. leta, kot danes nabito polni, je bil tukaj. Skupaj so mišljeniki je zaoral v težko brazdo z vso močjo, kot se zaklenega slovenskega kmeta spodobi. Malo jih je, ki živijo svojo vizijo, a on je bil med njimi. Zapustil nam je dragoceno dediščino duha slovenske pomladi. Tiste pomladi, ki se je kmalu zatem razcvetela kot politični in kulturni preporod, da odene v barve sivino pretekle slovenske zgodovine nekega drugega časa. Iz tisočletnih sanj, ki smo se jih komaj še upali sanjati, je v ustoju enkratnost dogodka vseh dogodkov, rojstvo naše mlade Slovenije. In tako je zasluženo postal junak našega časa. Ko sva se zadnjič srečala pred dobrim letom v Novem mestu, je bil vidno utrujen, pa vendarle nič manj odločen in trden v svoji neomajni politični drži. Tedaj mi je dejal, ena lastovka ne prinese pomladi, naznani jo pa, nezmotljivo. Bil je izjemen ljudski tribun in zagovornik kmečkega življa ter slovenskega podeželja. Da in kot prav takšnega ga bomo močno pogrešali. Dobro se je namreč zavedal, da se z besedami ne da nahraniti naroda, da se od obljub in leporečja ne da dostojno živeti. In to je pokazal brez strahu in brez dlaknega jezika. Njegove lekcije so nam ostale dragocene. Prav zaradi njih se zavedamo, da so pridne roke, močna volja in zdrava kmečka pamet urnejše in spretnejše od rožljanja besed politike. Velikan slovenske besede Anton Aškarc v svoji pesmi preroško zapiše: narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, s pitjem njenim bude se napajal, v delih svojih živel sam boš večno. Utrajen poklon Ivanovi drži, delu